V stranki premierja Roberta Goloba bodo pravno izpodbijali izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika parlamenta. V Gibanju Svoboda so na ustavno sodišče vložili pritožbo zoper sklep državnega zbora iz prejšnjega petka in ob tem zahtevali še oceno ustavnosti parlamentarnih pravil glede tajnih volitev. Razlog so označene glasovnice, s katerimi naj bi se politični zavezniki Stevanovića pri tajnem glasovanju prešteli oziroma nadzorovali voljo svojih poslancev. To, kar se je zgodilo, ko so posamezne poslanske skupine s točno določenimi simboli označevale glasovnice, je po preštetju teh glasov, kar so odkrili novinarji STA-ja, jasno pokazalo sliko, kako je posamezna poslanska skupina glasovala. S tem pa več ne moremo govoriti, da je bila poslankam in poslancem zagotovljena možnost tajnega glasovanja. Anže Božič, kaj konkretno pa v Svobodi predlagajo ustavnim sodnikom glede omenjenega glasovanja in kako na očitke odgovarja Stevanović? Ja, torej v Golobovi stranki glede glasovanja, ko je bil izvoljen Stevanović, ustavnim sodnikom predlagajo dve stvari. Prvič, da se sklep o njegovi imenovanju in izvolitvi razveljavi. Spomnimo, izvolila ga je desnosredinska večina 48 poslancev. In druga zahteva, da naj se zadeva vrne v ponovljeno glasovanje državnemu zboru. Torej, da bi poslanci še enkrat tajno glasovali o predsedniku državnega zbora. Ob tem pa so vložili še oceno ustavnosti delov poslovnika državnega zbora, ki prav tako govori o tajnosti glasovanja, saj tako v Svobodi, da v primeru očitanih nepravilnosti ni nobenih posledic pravnih oziroma da vlada pravna praznina. Stevanović zadeve danes ni komentiral, je pa že prejšnji teden ocenil, da označevanje glasovnic samo po sebi po njegovem ni kršitev tajnega glasovanja. Do poslance pa je naknadno, ko je že postal predsednik parlamenta, pozval, naj takšnih stvari ne počnejo več, saj da morajo biti pri odločanju samostojni in avtonomni.